Najprej naj vas v svojem imenu in pa v imenu urada, ki ga vodim, prisrčno pozdravim na prireditvi mreže Alpe Jadran 2020, ki zaključuje vaše letošnje druženje pod odličnim in spodbudnim vsebinskim naslovom Inkubator proaktivnih zamejskih Slovencev. Seveda bi bila vesela osebnega srečanja, vendar nas letošnje posebno leto, zaznamovano z epidemijo, uči tudi potrpežljivosti, sprejemanja žrtev. Toda po drugi strani pa nas pozbuja k iskanju ustvarjalnih idej za medsebojno povezovanje in iskanje stikov. In tu res iskrena pohvala organizatorjem projekta Maj, ker so se odlično znašli ter zelo hitro prepoznali uporabnost sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izvedbo načrtovanih in dobro premišljenih vsebin, ki so jih želeli deliti z mladimi Slovenci iz vseh 4 sosednjih držav. Zato iznajdljivost, fleksibilnost in pozitiven pristop vam res iskreno čestitam in vam spodbujam, da se tudi v prihodnje pokažete in dokažete v vsej svoji mladostni pravzaprav ustvarjalnosti. Vaši napori in delo letošnjega leta so se odrazili tudi, kot ste že prej uvodoma, ko smo se pozdravljali, omenili, v odlično izpeljanih webinarjih, ki se jim je vsakokrat pridružilo tudi lepo število sodelujočih. Prepričana sem, da nihče, ki je pri njih sodeloval, ni ostal praznih rok, pravzaprav prazne glave. Prepričana sem tudi, da ste vsi udeleženci, vsi mladi, ki ste in so se vključili v ta projekt, ki traja že 3. leto, znova prepoznali prednosti in priložnosti, ki jih nudi zamejstvo, obenem pa ste lahko pridobili in razvijali veščine, s katerimi boste lahko še dodatno izboljšali svojo konkurenčno prednost. Biti zamejec je namreč resnično velika prednost. Morda se to včasih premalo zavedamo, ampak saj veste, kot zamejec govorite več jezikov. Slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega, madžarskega in če temu dodamo še angleščino in še kakšen drugi jezik, to je resnično vaša odlična prednost. Obenem je to razumevanje 2 kultur, 2 različnih svetov, kar vas dela zagotovo bolj odprte, bolj ustvarjalne, širše. Hkrati je ta zamejski prostor vam omogoča tudi gospodarsko povezovanje z matično domovino in pa z gospodarskimi strukturami v zamejstvu v drugih sosednjih državah. Obenem pa je tako tovrstno povezovanje, s tem širite svojo mrežo poslovnih, družbenih, kulturnih in pa čisto človeških stikov. Več glav, več ve in več glav lahko rodi tudi več odličnih idej. Toda, saj veste, urad ne podpira tega projekta samo zato, da bi bili bolj konkurenčni, da bi imeli več stikov, temveč je njegov pomemben počrtaj tudi utrjevanje vaše zavesti, vaše samozavesti kot Slovenci. Zavedati se moramo, da se lahko slovenski jezik in slovenska kultura lahko ohranita samo, če mladi Slovenke in Slovenci, ki živite v sosednjih državah v zamejstvu, pa tudi po svetu, v sebi, če utrdite to zavest, ter ostanete ponosni sinovi in hčere slovenskega naroda. Tako bo ostajalo slovensko tudi naše zamejstvo. Še enkrat res iskrena zahvala za dosedanje delo vsem 4 organizacijam, Slovenski gospodarski zvezi iz Celovca, Slovenskim deželnem gospodarskemu združenju iz Trsta, Razvojni agenciji Slovenska krajina iz Poravja ter Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem. Z najboljšimi seveda željami pri nadaljnjem razvoju tega projekta. Iskrena čestitke in zahvala tudi vsem mladim rojakom, ki ste iz vseh vatrov sveta se odzvali na tečaj ter prispevali svoje glasbene prispevke. Sama prav nestrpno pričakujem, da jih tudi slišim in se tega resnično zelo veselim. Želim vam resnično še veliko mladostne razigranosti, ustvarjalnosti. Oboje pa naj seveda odlično dozori, da boste kot odrasli lahko suvereno in pa tudi samozavestno soustvarjali prostor, kjer živite. Resnično vam želim vse dobro. Naj bo to današnje srečanje zelo prijetno, predvsem pa vsem nam želim, da ostanemo zdravi. Hvala, gospa ministrica. Gospod Felix Vizer. Felix, jaz ti bom rekla kar ti, ker tako midva delujeva. Si idejni vodja pravzaprav tega projekta in poznaš in poskušaš razumeti mlade in se res trudiš za to, da za mlade naredimo še nekaj več v tej regiji. Za zaključek, kako bi na pogledal za nazaj ali za naprej? Lep pozdrav vsem.
predvsem gospe ministrici, ki je povedala v bistvu vse. Ona je povedala vse, zato bom zelo kratek. Jaz in mi verjamemo v mlade. Kdo drug kot mladi bojo nam pokazali prihodnost in mi vemo, in mi vsi skupaj vemo, da je veliko potencijala v Furlaniji slovenskega, pa na Koroškem v Avstriji, pa v Porabiju na Hrvaškem in po celem svetu. In zdaj, kaj je naša naloga? Naša naloga je povezati te ljudi, jih spraviti skupaj, da bojo ustvarjali, tako kot je gospa ministrica povedala, kako bi rekel, rezultate in delo za današnji čas in gledali v prihodnost. Če bomo to uspeli in to povezali z optimizmom, s tem, da bomo vedeti, na nas je, da spreminjamo zadeve. Mi ne smemo samo jamrati in razlagati in čakati, da bo drugi za nas kaj narediti. Mi moramo sami biti aktivni, biti strpni in povezani, in če bomo aktivni, strpni in povezani, bo naša pozicija, situacija slovenstva v tej regiji čez 5-10 let boljša. To je vse in jaz še enkrat hvala uradu in vsem tistim, ki ste sodelovali, ki ste verjeli v ta projekt, ko smo štartali, tudi predhodnicam ministrice na uradu, ko to ni bilo tako enostavno vse prepričati. In prosim in želim, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnjem letu. Hvala lepa vsem in jaz se bom sedaj seveda izključil. Tako, zaključujemo ta uvodni del. Hvala ministrici, hvala Feliksu za te uvodne besede in pozdravljam osrednjega gosta, Sašo Čilo. Čau, Sašo. Sašo, tom se tikavam, ker so oba dva Gorenca. Ja, vesela Gorenca. Tako da to ima eno tako veliko prednost. Sicer pa dobrodošel med nami in hvala, ker si se odzval povabilu. In sicer, ko smo razmišljali, kako narediti online webinar, da bo tako zabaven in malo slavnosten, ker pač nam je COVID prečrtal druge načrte. Lani smo imeli namreč čudovito zaključno prireditev v Cankarjevem domu in je prišlo 100 zamejskih mladih iz celega zamejstva in je bilo res fantastično. In tudi tam smo začeli z glasbo. In potem smo se tako spomnili, glasba je tista, ki nas povezuje. Kaj misliš, Sašo, smo zadeli ta pravo noto? Jaz mislim, da ja, ker v bistvu poleg, kako bi rekel, ne samo proti strup za COVID je zdravilo, ampak tudi glasba je najboljše cepivo in upam, da si dosti vrtite glasbo, predvsem slovensko, ki daje dobro voljo in, kako bi rekel, nas ohranja vesele. Ja. No, in potem, ko smo razmišljali, ok, glasbo, ampak kaj pa tisto, kar res vsi poznamo? In ne samo, da smo si zamislili z vrst ali pa da nam je prišlo nek band na misel, pravzaprav smo direkt eno viža nam je takoj prišla na misel. In to je seveda Golica. Kaj praviš, Sašo, začneva z Golico? Če jo še znam? No ja. Evo, je bila. Sekunda. Se slišimo? Beža, ne slišam. Ne slišiš? Evo, zdaj pa bo. Ja. Mislim, da je to res viža, ki jo pa res poznamo Slovenci, pa še širše čisto po celem svetu. Kaj misliš? Ta skladba je v bistvu nam pričarala glasbenikom, ne samo v našem ansamblu, pa ne samo moje generacije, ampak kar večjim generacijam muzikantov, veliko veselja in predvsem veliko lepih spominov. Ponavadi s to skladbo pridemo in si odpremo vrata v srca naše publike in tudi poslovimo se in v bistvu tako optimistična je, da publika, ki zapušča dvorano, se že veseli, da jo bo spet naslednjič slišala. In lahko povem, da smo jo zdaj igrali tudi ne samo v Evropi, tudi čez lužo že in res vidimo, kakšno moč ima glasba, še posebej ta vesela in
združevalna je, tako da je res privilegij igrati tako skladbo. Potem predlagam, da ne pozabiva in da za zaključek spet zaigrava en del Okolice. Z veseljem. Mogoče gre pa zdaj, ker nas čaka kar nekaj glasbenih prispevkov. Namreč mi smo razpisali natečaj in povabili mlade slovenske glasbenike od daleč in blizu, da nam pošljejo svoje prispevke. In prijeli smo res 11 glasbenih prispevkov. Različnih zvrsti, različne, vsi boste videli, en tak super šopek različne glasbe imamo, od bendov, garažnih bendov do zborov, do narodno-zabavne glasbe, mali, veliki zbori. In tako so tudi Saša tam, ko so se pogovarjala, ker natečaj vsebuje tudi nagrado. In ena skupina naj bi prejela nagrado, ampak potem se niso mogli odločiti s Sašo tam, kako bi to naredila. In bomo v bistvu naredili tako, da bomo poskušali za vse glasbenike, ki so se prijavili, narediti en poseben dogodek. Mislim, da ga bomo lahko lepo naredili v okviru projekta Maj in povabili glasbenike, mlade glasbenike, da se srečamo v Ljubljani. Kaj pravite, ministrica, je to dober predlog? Mislim, da je to odličen predlog, mi ga zelo podpiramo. Tako da dobrodošli tudi tisti mladi, ki so poslali, če se ne motim, prispevek iz Argentine. Tako je, iz Argentine so pravzaprav prejeli, to je prispevek, ki je najdlje pripotoval. Bomo videli, kako bomo to, ampak rečemo, da bomo res za vse poskrbeli, da se nekako srečamo. In odziv je bil res fantastičen. Kaj praviš, Sašo, smo Slovenci dobri glasbeniki? Smo. Ker od majhnega že naprej se prepeva in kjerkoli sem jaz bil v zamejstvu, tudi če sem šel privat, ni šlo brez glasbe. In tudi, ko pridejo zamejci, tukaj jih nam v Begunje, nekateri veste, da imamo pri nas muzej, je tako v bistvu res en poseben občutek, ko pridejo ven iz avtobusa in zapojejo. In jaz mislim, da ni vsak Slovenc klele, ker tukaj doma živi tak, da bi šel pa zapel, ampak te zamejci so pa res srčni. No, Če kar začnemo z glasbo, in sicer najdlje je res pripotoval prispevek prav iz Argentine in pozdravljam vse, ki nas poslušajo iz Argentine, z Buenos Airesa. In sicer poslali so nam karantenski prispevek, pevski zbor pod taktirko mlade dirigentke Marijane Grohar. Pristanski zbor se imenuje Skupina, to je zbor iz slovenske skupnosti, ki deluje v Buenos Airesu, v Argentini. Poslali so nam 2 pesmi, ampak mi smo se odločili za Rdečo rožo. Tehnično sem sama tukaj, tako da se opravičujem, če slučajno kaj bo zašklipal, ampak se potrudim, da bo tako, kot mora biti. Samo malo. Rdečo rožo utrgal bom zate in zapriskal bom tvoje ime. Zasnežene planine domače bom odpeljal najlepše dekle. Vem jokala bo mati za mano, ko na hribčku mi prstan boš dal, ko moj oče v deklici svoji v slovo za nič roko podal. Zvonovi, bo pesem je
se je slišalo in videlo? Super je bilo. Sašo, tudi ti si s skupino kar veliko že potoval po tujini. Mislim, da si tudi bil že v Kanadi, ne? Kaj pa Argentina? Argentina pa, kako bi rekel, govoriste, da bi lahko v bližnji prihodnosti šli dol. Se pravi, če bo vse v redu, če se bojo stvari normalizirale, in to bi bilo za nas tudi eno tako krasno doživetje, da bi še naše rojake v Argentini spoznali. Jaz sem bila res vesela, ko so poslali dva prispevka, tako pozitivno in res lep pozdrav, da ste sodelovali z nami. Ampak greva kar naprej, da ne bomo predolgi. In sicer iz Argentine se seliva nazaj v Slovenijo in sicer natančneje v Porabje, ki smo prejeli naslednjo skladbo. In sicer Anita Vajda in Dušan Mukič sta porabska Slovenca, ki sta v Ljubljani študirala po letu 2000. V slovenski prestolnici sta stanovala v sosednjih blokih v Rožni dolini. Na skupnih večernih srečanjih pa je bila pogosto zraven kitara in pele so se pesmi iz Slovenije, Porabja in Madžarske. Anita je diplomirala kot komunikologinja, Dušan pa kot slovenist in informatik. Po končanem študiju sta se oba vrnila v rodno pokrajino. V prostem času se rada oba ukvarjata z glasbo, Anita z veseljem kaj zapoje, Dušan pa prima zaglasbila. Tokrat se predstavljata s porabskima ljudskima pesmima, v njunem videu v tožni baladi sledi nagajivo spogledovanje med fantom in dekletom. Evo, to malo spet, da se je tehnično. Če ne boš vam vic povedal. A gre? Gre. Piši. Kaj mi ne dajo možega, kaj bi se Bogi tožila, kaj mi ne dajo možega. Damo možega, jednoga staroga dejdeka. Vratnoj vam zeme staroga, če mi ne date mladoga. Vratnoj vam zeme staroga, če mi ne date mladoga. Stari si leže dole skraj mene, kak staro drevo skraj grabe. Mladi si leže dole skraj mene, kak mlado dejte skraj mame. Mladi si leže dole skraj mene, kak mlado dejte skraj mame. Odkąd si ljubica ti doma, kaj imaš takšnoga fantiča, kaj imaš takšnoga fantiča, ti holarija ro. Jaz sem z kraja takšega, preljubi fanta sakšega, preljubi fanta sakšega, ti holarija ro. Stanca na bregi je mraz, gdje se pa ljubica, gdje sem pa jaz, gdje se pa ljubica, gdje sem pa jaz, ti holarija ro, ti holarija ro. Tako, a sem nazaj? Si. Super, no, je res. Naslednji prispevek sem selila v Italijo in sicer pravzaprav v Furlanijo, Julijsko krajino. In sicer iz zamejstva smo prispeli eno glasbeno, smo dobili en prispevek, ampak s tem koncem si pa tudi zdaj ti malo več povezana, Sašo? Res je. In neverjeten, kako se je vse skupaj pri nas zasukalo. Dobili smo dva nova člana,
praktično sekcija, trobenta, klarinet, ne, ki predstavljata pri nas kar pomemben element v Avsenikovi glasbi. In to sta dva nova kolega, ki prihajata iz zamejstva, Tomi in Denis. In kdo bi si mislil, ne, noben ne verjame, da sta praktično uro pa pol oddaljena od Begun, pa da tako čutita to našo glasbo in da sta tako povezana z njo. In ja, ko pridemo kje čez mejo, ko smo bili v Avstriji, ko smo v Nemčiji, pa praktično rečemo, da so čez drugo mejo, ne, iz Italije, ne, kar ta velike oči ljudje naredijo. Tako da je res senzacija, da sta pri nas. No, lepo. A poslušava zdaj le prispevek? Evo ti. When you all alone, that your dad was getting wise to you now. And since you took your side of keys, you've been thinking that your fun is so through now. Bet you can come along with me, cause we got a lot of things to do now. And we'll have fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. And we will have fun, fun, fun. Now that daddy took the T-bird away. 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 Ciao! Pošiljamo vam velik objem. Bodite doma in poslušajte na To je bila skupina Anacrosis Six iz Gropade. Mislim, da ste vsi prepoznali pesem od Beach Boysov Fun, fun, fun. Lep pozdrav, super ste bili in ostanimo doma, ne? Naslednji prispevek je pa iz Hrvaške. In sicer pod pokroviteljstvom Slovenskega doma v Zagrebu sledi posnetek Doma smo že, ki so ga posneli pred parimi leti, in sicer Zaki in Vasko z Mašo. Odločil sem v trenutku večnosti, se obrnil stran, se za seboj pusti. Plezamo, kamor sem zastavil se, trda so tla. Zaklad Boga. Pusti naj gre, le zbudi, zbudi, zbudi se, doma smo že. Pusti naj gre, le zbudi, zbudi, zbudi se, doma smo že. Raziskal bom, ko sem bil še tu otrok, in skrivalnice ob tebi biti bosih nog. Plezamo, kamor sem zastavil se, sanjal sem, zvezde v meni sijejo. Pusti naj gre, le zbudi,
zloži. Odločil sem v trenutku večnosti, se obrnil stran, se za seboj pustil. Plezamo, kamor sem zastavil se, trda so tla, zaklad Boga. Pusti naj gre, le zbudi, zbudi, zbudi se, doma smo že. Padajo z neba, novina širnega morja, še zmeraj sam niti ne vem, če je ta svet moj pravi dom. Če zvezde padajo z neba, novina širnega morja, še zmeraj sam niti ne vem, če je ta svet moj pravi dom. Le zbudi, zbudi, zbudi se, doma smo že. Sedaj se iz Hrvaške, iz Hrvaške se sedaj vračamo nazaj v Slovenijo in sicer smo dobili prispevke tudi iz Slovenije in smo tega zelo veseli. Saša, kako je bilo tebi prevzeti glasbo, v bistvu tvojega deda, ne, na nek način? Povej, kako se je to zgodilo? Je to, si se zbudil eno jutro in rekel, veš kaj, jaz sem pa tole počel, ali je to s čemer se rodiš? Jaz mislim, da ne bi rekel temu prevzem, kot da se je pač vse tako avtomatsko začel dogajati, kot sem rekel, 4-leten fant, otrok. Smo imeli srečo, da je mama Brigita imela v svoji prodajalni takrat zaglasbili majhne igrače in to je bil prvi stik, da sem pri 4 letih že majhno harmoniko dobil. Seveda v hiši sem imel očeta, kitarista, igral je tudi klavir, oče Gregor Njavsenik, potem starata Slavko, ki je prišel vsak dan v Begunje z Ljubljane, je igral klavir, harmoniko vadil. Tako da v bistvu avtomatsko sem skozi imel neko glasbo prisotno, da ne govorim še o tistih kasetah, ki smo jih svinčniki prevrtavali, o CD-jih. Ja, in kasneje sem šel v glasbeno šolo, ko sem bil star 8 let. Nekako sem potem začel druge zvrsti na harmoniki spoznavati in sem se skoraj malo oddaljil, ker sem rekel, v bistvu jaz bi pa rad to, kar rata Slavko počne in sem videl, da to ni tako enostaven. Tako sem že skoraj obupal. V srednji šoli sem pa začel s prijatelji hoditi na veselice in me je pa fejst zagrabil, bilo je druženje, bilo je v bistvu veselje, lepo smo se imeli in v bistvu nismo nekih traparij delali, da smo se lahko super imeli. Tako da sem s harmoniko kar bolj povezan ratal, tam, ko sem bil star 16 let, začel obiskovati tudi strica Vilkota za kakšen nasvet, se pravi brata od Slavkota, a ta Slavko mi je vsake toliko kakšno vižo naučil, kakšne prijeme pokazal. In ko sem star bil 18 let, sem naredil vozniško za avto, šel na pot, praktično malo po Sloveniji. Potem se je pa zgodila televizijska oddaja, Muzikantni štadl. V tisti oddaji nas je videl v prvem trenutku 8 milijonov ljudi in že eno leto kasneje smo kar tako praktično čez noč dobili povabila, da smo ratali profesionalni glasbeniki. V bistvu zaključili smo mature, šole. In jaz sem naredil turistično šolo v želji, da bi šel po svetu, da bi sabo vozil kakšne ljudi, da bi bil vodnik. Zdaj sem pa vodnik našega ansambla, isto v bistvu na poti po Evropi in po svetu. In mi je sploh všeč, ker v bistvu glasba starega očeta je tukaj res, rekel, zelo povezana z samim okoljem, z ljudmi. Kamorkoli pogledaš, v bistvu imaš neko opevano znamenitost, a je to Bled, a so to naši hribi, a so to ljudje, a so prazniki.
In od majhnega me je to že nekako v dobro voljo spravljalo. In še danes, kljub temu, da to igramo vsak dan, je tistih 1000 viš, ki jih imata Slavko in Vilko v repertoarju, ki jih vedno znova poslušam in se samo učim in vedno kaj novega slišim. Ali imaš kakšno svojo najljubšo glasbo? Namreč kar spontano je prišel potem naslov te naše zaključne prireditve, saj pesem druži nas, čeprav uradni naslov pesmi je Ostanimo prijatelji, ne? Ja, ene so tiste, ki jih zelo rad zašpilam, ker v bistvu res osrečujejo ljudi in ta je sigurno Golica, ki jo največkrat zaigramo v letu. Osebno sem pa velik ljubitelj lepih valčkov, ki so pa rekel, takrat, ko se dol usedeš ali pa ko greš zaplesati, da ni preveč norenja, čeprav vemo, ko smo na plesih, ko smo na veselicah, pa ravno za hitrimi veselimi polkami dvigujemo mlade. Nam je pa tudi kot nek tak šport, ki pomislim velikokrat, ko harmoniko špilam na naše športnike, na Rogliča, na Prevca, da tudi oni morajo stisniti in naše veselice so včasih 6-9 ur dolge, tako da takrat smo vsi veseli in malo podivjani. Zdaj bomo poslušala eno vašo vižo v izvedbi narodno-zabavnega benda, in sicer ki ga sestavljajo mladi fantje, 13-letniki, eden je še celo mlajši, Oskar, Miha, Mohor in Ksaver, če nas gledate, žive fantje. In 3 fantje so kot 12-letni sošolci in prijatelji ugotovili, da jim je skupno veselje do domače glasbe, zato so se sprva pričeli dobivati v šoli pred poukom. Po nekaj nastopih v bližnji okolici se jim je pridružil vokalist, ta je najmlajši član. Poleg nastopov nastopajo tudi po vsej Sloveniji. Lansko poletje pa so bili tudi gosti velike prireditve v Beljaku na avstrijskem Koroškem, kjer so jih vse lepo sprejeli. Minulo zimo so izrazito sprejetost doživeli tudi na veliki predpraznični prireditvi v Hrvaškem Zagorju. Torej, z nami so zdaj le mladi vižarji, ostanimo prijatelji. Evo, zdaj pa samo moja tehnika, da se laufa.
Odlično, kaj pravite, ministrica, tudi vi, resen tak čudovit nabor imamo glasbenikov. Sašo, ti tudi delaš z mladimi, ne? Res je. Jih poučuješ? Ja, letos v bistvu prvič poučujem. Do zdaj ni bilo niti časa, niti te možnosti, da bi redno imel kakšnega učenca. Seveda, če kdo po nasvet prišel, sem ga rad pokazal. Tudi sam sem tak, da grem rad komu še po nasvet, da se zmeraj učim. Ampak v letošnjem letu pa v bistvu, tako kot se danes v bistvu tukaj le srečamo, imam tudi lahko kakšnega učenca. Nekaj časa je bilo možno jesen, pa konc poletja tudi še kakšnega v živo. In je res najbolj zanimiv, kako so vsi različni, kako imajo vsak svojo strast in veselje do glasbe. In imam 9-letnega fanta, recimo, ki ni nikoli hodil v glasbeno šolo, pa tudi starejšega gospoda, recimo, nekaj gor na Nizozemskem, ali pa zdaj sem mnoga prijatelja v Ameriki, tako da v bistvu skozi se nam nekaj dogaja. Odlično. Zdaj nadaljujeva pa z ansamblom, ki so malo starejši, še vedno zelo mladi, in sicer ansambl Lunca s skladbo Hvala, ker me ljubiš, ki jo v originalu izvaja ansambl Štrajk. In evo ti, prisluhnimo še njim. Dam ti srce polno sanj, dam ti poljub, dam ti dlan, ker jaz si želim s teboj življenja vsak dan. Tvoj te objem pomiri, oči ti iskreno žari, ko spet rečeš mi, da sva drug za drugega. Hvala, ker ljubiš me, ker vedno zame najdeš upanje. Hvala, ker zate najboljše sem dekle. Hvala, ker ljubiš me, zame najlepše tvoje je ime. Noro zaljubljena v tvoje sem srce. Dam ti srce polno sanj, dam ti poljub, dam ti dlan, ker jaz si želim s teboj življenja vsak dan. Hvala, ker ljubiš me, ker vedno zame najdeš upanje. Hvala, ker zate najboljše sem dekle. Hvala, ker ljubiš me, zame najlepše tvoje je ime. Noro zaljubljena v tvoje sem srce. Hvala, ker ljubiš me, zame najlepše tvoje je ime. Noro zaljubljena v tvoje sem srce. Noro zaljubljena v tvoje sem srce. Odlično, ne? Kaj praviš, boš kaj komentiral na te slovenske lepe viže? Ja, to je super, ne, da se tudi nove viže. Tele recimo nisem poznal in super se mi zdi, da imamo tak repertoar in starih ljudskih in teh novih, ki še nastajajo, tako da pozdravljamo vso kreativo in sploh, da se glasba tudi v našem maternem jeziku naprej tako lepo širi. Jaz bom pa, a lahko dodam? Seveda. Na nek način je ta hip tudi naš urad sodeloval, če smem reči, ker ta pevka, ansambla Lunca, je pravzaprav PR-ovka tudi na našem uradu, tako da se počutimo del tega glasbenega
nastopa zdaj tudi mi. Tudi Ana nam je res pomagala, da smo šli še malo v svet in PR, tako da odlično, res fajn. Zdaj se pa selimo na Koroško in sicer, ker je zanimivo, se mi zdi, tudi jaz se zdaj oglašam iz Koroške, iz Celovca, in ko sem se preselila sem, me je presenetilo to, koliko ljudi tukaj poje v pevskih zborih. Kakšen je tvoj vtis? Ker se mi zdi, da Slovenci zelo radi pridemo za inštrument in igramo, medtem ko res tukaj imam občutek, da vsi tako radi pojejo. Saša, se slišiva? Evo, zdaj te slišam. Ja, si me slišal, kaj? Ja, res je. Pač pojejo, društva so, kulturni domovi. In tudi v bistvu včasih se kar malo majhen počutim, ko pridem gor, ko vidim to, kako je ta povezanost, ni tist, a boš harmoniko, a boš to, a boš, ne vem, daj malo počak potom, ampak eden zastav, so ostali že vsi zraven. Tako da to in tudi ti zbori, jaz včasih recimo, ko se vozim po Avstriji na koncerte, imam prižgan radio, Servus, srečno, čau, in ko so razni teli natečaji, kako to lepo mehko zveni in to kar neke take lepe barve so, hitro veš, da so Korošci, tudi izgovorjava in se tako lepo uživamo v tem zborovskem petju. In res veliko mladih tukaj poje in smo dobili 3 čudovite prispevke, 3 pevske zbore. In začeli bomo z vokalno skupino Tambula, in sicer obstajajo od leta 2017, 10 puncije in so nam posnele pesem Samo za nas, Biva Svanca iz Ilske doline. Meni je res grozno, da jih ne vidimo in bom poskušala še enkrat, a velja, ker se mi zdi škoda, da bi jih ne bi videli, tako da bomo poskušali še enkrat. Se opravičujem. Life je life. Ja. Meni je res žal, nekje se je zapletel ta posnetek, tako da niste nič videli, ne? Videli nismo, ampak smo pa slišali in jaz vem za eno trditev, ki pravijo, da je zvok 80% filma in tole je res prav lepo pobožal zdajle. Ja, škoda, ker jih še nismo punce videli, mogoče pa probamo potem še enkrat. Ampak žal mi je, dekleta, res ne vem, kaj se je zgodilo, bodo pa vsi prispevki na voljo na YouTube kanalu, tako da bom poskusila, da bo tam vse tako delovalo, kot more. In naslednja zborovsko pesem pa so nam poslali in sicer glasbeni zborček iz javne dvojezične šole 24 tukaj v Celovcu. Sicer v okviru praznovanja 25-letnice so posneli to pesem z naslovom Oblak pod vodstvom Štern Veronike in težišče te dvojezične šole tukaj na Koroškem je prav glasba in zborovsko petje.
In zdaj samo držimo pesti, da bo tehnika delovala, da nam ne bo zagodil škrat še enkrat. Delam. Oblak po nebu se sprehaja in sonce mu ves čas nagaja. Blešči se, sveti in žari, oblaček skoraj oslepi. Pokliče brate, sestre, strice in že so sredi veselice. Lušni, a ne? Videli in slišali, lepo. Moram priznati, da moja hči zdaj hodi na to ljudsko šolo in prav tega zborovskega petja se res vsi zelo veselimo, ker je to res nekaj tako čudovitega, ko naši malčki pojejo. Res mi je hudo, da nismo mogli deklet videti, bomo mogoče na koncu še enkrat poskusili, če jih vidimo, ker en del pesmi tudi na koncu nisem čisto konca odvrtela. Ampak mogoče še prej imamo še eno zborovsko petje, spet skupina deklet. Jamzi se imenujejo, posnetek pa je nastal leta 2018, ker nimajo novejšega. Sicer so šle na natečaj, na tekmovanje v Škofjo Loko in se tam odlično odrezale. Gre pa za skupino, ki jo sestavljajo tudi sama dekleta, pod vodstvom zborovodja Edvarda Oražeja. Poglejmo. Fantazija, że pomogła, że imieć, a że
Tako, mislim, da smo imeli 3 čudovite prispevke zborovskega petja iz Avstrije. A sta zadnja na hitro poskušam še enkrat, da bi vse videli konc deklet, ki nam jih je tako grdo slika, tehnika. Enostavno si ne morem tega upravičiti, da jih ne bi pokazala. Probam samo še enkrat Tambula, zadnji del. Bom poskušala z enim drugim programom odpreti, če nam bo zdaj slika. Ja, zdajle pa bo. Sicer slike ni bilo, vsaj sliko smo, da smo jih videli, ne vem, očitno nekaj je prišlo vmes, nek škratek nam je malo ponagajal, ampak hvala dekletam, ker so nam poslali ta čudovit prispevek. Na YouTube se bo vrtel tako, kot mora. Za konec nas čakata samo še 2 pesmi iz izbira teh, pa bi mogoče, da še poslušamo to zadnjo skupino, ta prihaja iz Slovenije in je popolnoma drug žanr. Je pa mlada skupina. Dajmo poslušati, da pa boste sami precenili. Pardon. Kaj naj ne pobija, zdaj sploh ne vem.
Z nami je bila to skupina Full House Band, Sam še naprej. Saša, kako se ti zdi? Tako kaj pejo, sam še naprej. Ne, res odlično, tako sicer čist druga zvrst, ampak fantastično. In to sem se danes že pogovarjala. Kaj glasbeniki zdaj počnete, ne, ko ni koncertov? Ampak kot vidimo, ne, je... Zdaj ni več izgovora, da ni časa za vadenje, za vaje, vsaj te individualne, tudi neke zaostanke za nazaj lahko izkoristimo. Ljudje zelo mislijo, koliko smo mi pri nas kreativni, ker vsak dan nekaj novega pride ven od našega ansambla, ampak v bistvu veliko je bilo projektov, ki jih nismo uspeli dokončati v preteklih letih. Nabrali so se posnetki, nabrali so se slike, ideje za nove skladbe in v letošnjem letu smo bili vseeno kar dosti tudi skupaj virtualno ali pa tudi v živo. Spomladi smo naredili streame z mojim ansamblom, tako v bistvu smo se isto od doma javljali. Čez poletje smo šli delati akustične koncerte, intimne, in publika nas je presenetila. Namesto 1000 do 3000 ljudi na veselicah smo imeli v bistvu stole z 2 metra razdalje, z maskami ljudi, ampak prišli so, imeli smo se super lepo, v bistvu, če se znaš narediti lepo, je v bistvu lahko tudi v koroni kakšen lep trenutek, ki ga ujameš. Tako da v bistvu zdaj pa še nekaj poučevanja, na zimo se pa pripravljajo spet ideje, advent je pred nami, tako da to je za glasbenike tudi tak lep hvaležen čas, v bistvu upeva družino, zimo. In tvoj CD? Ja, v bistvu 2 leti nazaj smo imeli Cankarjev dom, koncert z gosti, Janom Plestenjakom, Alfijem Nipičem, Otom Pestnerjem, Nino Pušljem in tako naprej. In smo zelo bili veseli, da je bilo tako lepo sprejeto, najprej v živo, potem na televiziji, in po 2 letih smo rekli, pa dajmo to na CD, in je neverjeten, kako je zdaj v bistvu bilo prednaročil, tako da kitarist je poslal sliko in je izgledal kot božiček, ki ima okoli sebe pakete za naročila, in sem vesel, v bistvu, da ljudje, kljub temu, da mi nismo fizično med njimi, radi poslušajo našo glasbo in nas vsaj z glasbo vzamejo k sebi. Jaz mislim, da nam glasba v teh časih res zelo koristi in da jo potrebujemo, da je z nami. Ampak si pa tudi na Facebooku zelo aktiven, imaš svoje oddaje tudi, imel si 1 ali 2 do sedaj, kako ti to laufa, povej? No, spomladi smo imeli celo serijo, smo imeli vsako nedeljo, zdaj smo naredili poizkusno prejšnji teden, je bil moj gost Peter Prevc. Seveda je bilo to še v času, ko je bilo dovoljeno, da smo sicer iz iste občine, ampak iz različnih gospodinjstev. Tako da s Petrom Svoboda tukaj v občini Radovljica in je prišel v Begunje. Jaz sem mu pripravil izziv, da je zaigral Golico. On je meni dal neke izzive, ki jih nisem nažalost najbolj uspešno naredil, sem se malo polomil, če tako rečem, v njegovih akrobatskih vajah, ki mi jih je zastavil. Pa ker je bilo Martinovo, smo preizkušali vino in take stvari, tako da lepo smo se imeli. Želje pa zdaj v bistvu vsako adventno nedeljo, da se bomo za pol urce javili iz Begunj, malo glasbe, nekaj izzivov, tako da v bistvu je dobra volja garantirana. Zdaj pa naj čaka za konec samo še zadnji glasbeni prispevek. To je pa čisto najmlajši glasbeni prispevek in sicer Punčka Kalina je zapela Metuljček Cekinček, pa bo malo kasneje povedala, zakaj ta čisto za na konec. A velja? Evo ti. Posnetek je malo je iz telefona, tako da ni najboljši, ampak mislim, da vseeno da bo fajn. Because
Pa zakaj sem dala metuljček stekleniček za na koncu? Namreč čisto frišen oči si, ne? Oziroma zdaj že ta drugič. Ta drugič, ja, video sem dobil pred 2 leti, skupaj že eno staršo so se pa še letos, zdaj v bistvu točno 1 mesec nazaj razveselila še druge hčerke žive. In cel čas se mi tako v bistvu porojeva, ne, danes, ko imamo to temo, kako je zanimiv, ko imamo 2-letno hčerko, ki jo zdaj probava čim več navaditi govoriti, da tudi kaj zastopimo ostali, govoriti skozi, ampak bolj malo jo zastopimo. Sva prišla res do zelo zanimivega spoznanja z mojo ženo, namreč doma je veliko vrtimo teh otroških pesmi in če bi doma ponavljal besedo murančki ali pa ne vem, živžav, ni variante, da bi tudi za čokolado tega ne povedala. Ampak, ker pa pesnica, pa žena sploh niso bila pozorna, ona jo 10-krat sliši in zdaj zanč prideva dol in ona mučenčki, mučenčki. Zanimivo je v bistvu, kako res glasba tudi pomaga za jezik in tudi sam se sebe spomnim, da ne znam špansko besede, ampak določene sem se pa naučil iz španskih viš ali pa iz angleških in koliko je glasba res tudi taka univerzalna za učenje jezika, recimo. Absolutno, absolutno. Vabim še Feliksa pa gospod ministrico, da se nama pridružita za zaključek. Nekako smo prišli 1,5 ure skoraj, boste kmalu minili. A bi še kaj dodala na tele čudovite prispevke, ki smo jih dobili? Ja, jaz se bi vsakako rada zahvalila za res prijeten večer, popoldne večer, ker mislim, da je tale glasba teh 11 posnetkov res božja do srce zdaj. In v teh časih je to res nekaj, kar potrebujemo, zato da lahko ohranimo ta pozitiven pogled naprej. Tako da hvala čisto vsem res, ki so sodelovali in tudi hvala Sašu Avseniku. Mi je bilo všeč, kako je vedno znova v vsakem odgovoru pripeljal nekaj pozitivnega. Tako da ta svetopogled je res tisto, kar dela nas boljše, lepše in tudi v tem času res to potrebujemo. Tako da res hvala in organizatorjem za srčen dogodek, zaključek tega projekta in vam želim, da naslednje 4. leto štartate enako optimistično in polnimi idejami. Ja, zdaj smo se odločili, da štartamo online in potem čim prej seveda upamo v živo in Saša upam, da se nam boš potem lahko tudi kdaj v živo priključil, ne, da boš zaigral. Sicer bomo pa vse posnetke, vsi bodo na voljo na YouTube kanalu, tudi ker nekatere skupine so nam poslali po 2 prispevka. Sprašujemo iz Buzeta, če nismo prejeli, nisem prejela vaših posnetkov, dragi moji iz Buzeta. Pošljite mi, bomo ekstra objavili ali pa izkoristili naslednjo priložnost, ko se vidimo. Tako da eni se nam tudi zahvaljujejo, hvala za čudovito prireditev. Radi imamo vaše odzive, tako da če vam je bilo všeč, ne bo nič narobe, če napišete, da vam je bilo všeč, bomo veseli tega. Sašo, hvala, ker si bil naš gost, ker si nas popeljal. Evo ti, čestitke zdaj prihajajo noter, hvala, super je bilo. Tudi na Facebooku smo imeli kar nekaj gledalcev, tako da mislim, da je namen bil dosežen, da smo imeli res eno super popoldne. Jaz bi se tudi vsem najlepše zahvalil, da ste me danes povabili v vašo družbo. Užival sem pa tudi v večjih intervjujih že, ki jih je dala gospa ministrica v preteklosti in isto poslušam vašo pozitivo, tako da priporočam ljudem, da si grejo kaj poiskati na internet in vesel sem, da nas pozitiva in glasba in pa naša skupna dobra volja skupaj spravlja čez tale čuden čas. Lepo vas pozdravljam iz Begunj vse skupaj. Sašo, nekaj si nam obljubil za na konec. Si se spomnila? Ne bo to za konec in ko Sašo odigra, se poslavljamo od vas in se vidimo v maju 2021. Spremljajte nas, spet bomo aktivni in se potrudimo, da bomo najboljši. Etko, Feliks. Se mene čaka? Tebe se čaka, Sašo. Evo, prej sem drugače skoraj tole zaigral. Ampak se bomo z Golico poslovali, da se ne boste preveč zazibali. Prav. Hvala, čao, adijo, čao.